V ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi Bog, hvala ti, da so lahko danes tukaj. Hvala, da si dober, hvala, da si zvest, hvala, da si velik, hvala, da se nam daš spoznati. Pa te prosim danes, da pošljaš svojega duha v najmen pogovor, pa k vsem ljudem, ki poslušajo ta pogovor, da bi jih varoval, da bi jih vodil, da bi sprejemali dobre odločitve, da bi živeli tako življenje, ki bo te počast in slavo, pa ki bo tudi vsem nam v odrešenje. Amen. Naj bo slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Evo, danes se bomo pogovarjala o razločevanju in poklicanosti in o sprejemanju dobrih odločitev. Pa me na začetku zanima, kdo sploh si in kaj tebi daje avtoriteto, da nam o tem pripoveduješ? Da nam kaj o tem razložiš? Sem Janez, duhovnik 14 let. 14 let, kar sem duhovnik Ljubljanske nadškofije in član skupnosti Emanuel. Trenutno na misijonu z duhovniki v Emanuelu. Nisem torej dejaven v neki župniji v Sloveniji in sploh nisem dejaven kaj zadost, kaj veliko v Sloveniji, ampak se ukvarjam z duhovniki v skupnosti po svetu. Živim pa v Ljubljani, ko sem doma malo pomagam, vsake toliko pridem na kakšno snemanje, kot je danes. Zakladnica znanja in izkušenj. Ja, jaz mislim, začela si mogoče malo z izzivalnim vprašanjem, sprašujem se, če ni to načrtno. Kaj mi daje avtoriteto? Jaz mislim, da neposredno mi nihče ali nič ne daje avtoritete, pač pa je tudi dogovorno, da prideva skupaj in da jaz kot kristjan in kot duhovnik, ki imam določeno izkušnjo, podelim svojo izkušnjo, lastno izkušnjo, pa tudi tega, kar je iz zakladnice cerkve, ki je cerkev tako po razumu kot po razodetju nabrala v svojo zakladnico in to podelim. Se pravi, avtoriteto mi daje cerkev, kot taka, iz čigar zakladnice jaz prenašam, ni pa to dejstvo, avtoriteta ne pride pa iz dejstva, da sem zdaj pa jaz. Najjači. Tisti, ki sem je najjači. Ok, fair enough. No, hvala. Prvo vprašanje je samo to, da razjasnimo pojme, kaj sploh pomeni poklicanost. Ja, je poklicanost, po mojem je pošteno, da rečemo, da ni tako enega odgovora, da ni ene definicije, da moramo pač nujno reči, ja, odvisno v katerem kontekstu, v kakšnem smislu, lahko rečemo v širšem, v ožjem pomenu, lahko rečemo v krščanskem ali nekrščanskem kontekstu, tudi v nekrščanskem kontekstu slišim ljudi, ki govorijo o poklicanosti, tako v našem jeziku, v drugih jezikih. Ni to izključno naš, krščanski pojem, koncept, logika. Kar se pa tiče krščanskega konteksta, bi pa jaz rekel, najprej je poklicanost to, da sem. Dejstvo, da jaz obstajam kot človek, da sva tukaj ti, žena in jaz, moški, duhovnik, da pač obstajama in kdorkoli obstaja, je že sad poklicanosti, kar pomeni, da stvarnik je želel, da sem in me je poklical v bivanje. Lahko me pa ne bi poklical v bivanje. Pač ni nobene obveze na tem svetu, ki bi Boga primorala v to, da jaz sem, pač pa je Bog svobodno izbral, ker se mu zdi boljše, da sem, kot da ne, da pač obstajam. In tu je že moja poklicanost. Gospod me je poklical, stara zaveza bi rekla, stkal me je v naročju moje matere, stkal si me v naročju moje matere. Kako čudovito sem ustvarjen Gospod. To je po mojem najbolj osnovna, definicija poklicanosti, ki gre po mojem mnenju onkraj samo krščanskega okvirja. Gotovo je tu svetopisemska logika,
ki pa jo, po mojem mnenju, mnogi ljudje, tudi ki niso kristijani, ampak so pač preprosto drugih vir, ampak v iskrenem iskanju, ali pa so pač ne pripadniki neke konkretne verske skupnosti, ampak so pač tam nekje. In vendar imajo neko določeno intuicijo, da naš lasten obstoj je vendar sad nekega osebnega odnosa. Nadalje, seveda, zdaj pa zelo strogo za nas kristijana, je seveda poklicanost naš krst. Po našem krstu smo izvoljeni in poklicani, da smo dediči, kakor bi rekel Pavel, Gospod nam je to veliko skrivnost razkril, da smo v Kristusu postali sodediči, sodržavljani Božji, namreč, da smo soudeleženi pri tem, kar je Gospod pripravil za tiste, ki jih je izbral, da postanejo njegovi sinovi in hčere, to je človeški rod. In krst je naš vstop v to veliko skrivnost, ki ni samo enosmerna, ki ni samo pasivna, trpna, ampak je zgodba ljubezni, v katero sva vključena vedno dva. Stvarnik, Gospod in jaz. In torej, moj krst je poklicanost v tem smislu, da jaz vstopim v to občestvo, ki ima vstopno točko moj krst, ampak ki se razvija. In Gospod želi, da jaz to razvijam in da postanem dejavni del te velike zgodbe sina, ki sem. In potem še eno stopničko naprej, ali pa še bolj strogo poklicanost, spet ne samo v našem krščanskem smislu, ampak tudi zelo bolj specifično v tem cerkvenem smislu, gre za poklicanost v smislu življenjske odločitve, življenjskega stanu. Ti si poročana in je tvoja poklicanost, da si kot žena skupaj s svojim možem na poti svetosti do nebes. Jaz, ki sem duhovnik, imam poklicanost, da svetost dosegam na račun svojega krsta, ampak v stanu duhovnika, kjer se razdajam za to, da imate verniki dostop po zakramentih do učinkovanja Boga v tem življenju. In torej je to moja poklicanost. To je pa v najožjem smislu. Zdaj je to malo dolg odgovor, če sem bil predolg ali... Ja. Dobro, gremo direkt na globok. Okay. To je to. Ampak a lahko še kaj več poveš o teh dveh možnostih, ki si jo predstavil na eni strani? Duhovništvo, poklicanost v duhovniško življenje, na drugi strani poklicanost v zakon. A obstaja še kakšna tretja opcija? Tako, zakaj bi se kdo odločil za eno, zakaj za drugo? A je še kaj, če me nič od tega ne zanima zares? Tako. Ja, jaz bi jaz ne bi govoril tukaj o dveh, pač zdaj sem dal dva primera, mogoče malo bolj preveč spontano, vsekakor dva primera, ki sva tukaj prisotna. Jaz bi rekel tako, po naravi stvari je jasno, iz našega telesa izhaja logika stvari, narave je, da je naša poklicanost in to nas vseh, da se poročimo. In glede tega ni nobenega odločenja, ki je preveč. Gospod nas je ustvaril kot može in žene in nam je dal v naravo stvari po cerkvi, po Kristusu, pa še toliko bolj, da smo njegov zakrament, da se poročimo in da smo s tem njegovo vidno znamenje. In v tem smislu jaz ne bi govoril zdaj za dve, ali pa mogoče dodamo še tretjo, ali pa še četrto, ampak bi jaz rekel, ja, po naravi stvari je vsak človek nosi v sebi svojo naravno poklicanost. S tem, ker sem jaz moški, tako, fant, nosim v sebi ta klic, odmev duha, ki se nahaja v meni, po krstu pa še toliko bolj, da se poročim in da se kot mož predam, da svoje življenje zastavim za svojo ljubljenko, za svojo družino, bi rekel. Vprašanje pa je, ali razen tega posredi pride še specifičen, poseben Jezusov klic meni osebno, da postanem duhovnik. Ali ne? Ja ali ne? No, jaz sem ta poseben klic razbral, brez da bi moj naraven klic k temu, da se poročim in da ustanovim družino, izbrisal se ali pa da bi kar izpuhtel, da ga več ni.
Ta osnovni naravni klic v meni ostaja, pač pa v mojem primeru gre za poseben klic, ki ga je treba pač potem takem razločiti, ne, ali ima Jezus mene osebno prav posebej želi za duhovnika. Temu zraven bi seveda dal možnost, če je še kakšna druga poklicanost, ja, poleg tega je še poklicanost v posvečeno življenje zaradi Božjega kraljestva, kot bi rekel Jezus v Evangeliju po Mateju v glavi 19, kjer bi rekel postavil temelj, ne, zakaj se nekdo lahko v Jezusu odloči, da se ne bo poročil, če tudi je njegovo naravno hrepenenje, da se poroči. Pač pa zaradi Božjega kraljestva, da torej kot samski, posvečen, v celoti posvečen Bogu, z dušo in telesom, torej, da je znamenje prihodnih stvarnosti. Ne, tega, kar bomo mi na nek način, mislim, ne vemo čistočen, ampak ne, bomo živeli v oči z Gospodom ali pa iz srca v srce z Gospodom in znamenje tega je posvečeno življenje za Boga, torej zaradi Božjega kraljestva, kot bi rekel Jezus. In to je tudi ena od posebnih poklicanosti, ne, ki gradi na naravni pač osebi, ki ima svojo naravno poklicanost, ampak ji lahko tle eventualno dodamo še to vprašanje, ali Gospod želi, da postanem njemu posvečen ali posvečena. Ok, torej imamo naravno poklicanost, ki je v zakonu, imamo pa tudi poklicanost, ki je pa nadnaravna. Tako, ja. To je pa posvečeno življenje, samsko življenje. Ja, točno to. In še bi rekel, ne, da naša naravna poklicanost v Kristusu postane nadnaravna, kajti tvoj zakon in zakon vseh kristjanov, če tudi izhaja iz naravne danosti, iz tega, kakor je si Gospod človeški rod zamislil, vendar vidva z možem prejmeta nadnaravni poklic, kajti sta sakrament, najprej to, in potem sta tudi kot krščena znamenje, prisotnost Boga v svetu. In ga svet namreč posvečujeta. Okay, to je pa nadnaravna poklicanost. Okay. Torej nismo samo znamenje, ampak učinkovito znamenje. Ja, ker sta v svetu in tu učinkovito, ne, s tem, da sta kristjana v svetu in sta s tem, rekel, učinkovina Boga, torej nadnaravnega in ne samo naravnega. Ok. Ampak če se mi da predstavljava enega mladega, ki naj zdaj posluša. To je malo zakomplicirano preveč? Bova še razdelala. Ok, te bom tako vprašala. Če bi rabo to, kar si zdaj povedal v preteklih 10 minutah, povedati na nivoju 10-letnega otroka, ali pa da bi rabo povzeti v 3 povedih, kva bi rekel, na kratko? Bog želi, da se vsi poročimo in naravno je, da se vsi to želimo. A ni to lepo? Lepo. Ali te Gospod kliče na poseben način, da se na posebno pot, da se mu posvetiš? Ko misliš, ja ali ne? Ja. Super, ampak to moraš razločiti, kaj ti Bog govori potiho in zato je treba čas. No, ok, dajva zdaj tole razpakirati. Kva to pomeni, moraš razločiti? Kako se ločiti razločevanja? Kva to pomeni potiho, pa zato je treba čas? Kako konkretno to zgleda? Pač imamo eno konkretno osebo, ki zdaj posluša najmanj pogovor in nima pojma, kaj bo v lifeu. Ali pa se jim mogoče nekaj zdi, da pa mogoče, kaj naj naredi? Jaz bi rekel dve stvari. Prva stvar, postani najprej kristjan ali pa kristjanka. Dobra osnova. Ja, to je osnova, začni molitveno živeti. Kristjan pomeni, jaz si ga tako predstavljam, pač, rekel, eno temeljno krščansko življenje, mimo mojega osebnega mnenja, je, da je to človek, ki je krščen, ki je v rednem občestvu z Bogom. Za katoličana to pomeni, da ima poleg osebne molitve, ki je dnevna in več kot samo angel varuh moj in tako naprej, zvečer ali pa zjutraj. Torej, ki ima nek živ odnos z Gospodom, ki redno hodi k zakramentom, spovedi in evharistije, k maši, ki redno je v stiku, ni treba zdaj 1 uro na dan, ampak v nekem določenem rednem stiku z Božjo besedo. To je eno temeljno krščansko življenje, ki potem prinaša določen sad v vsakdanje življenje. Sad vrlin in sad seveda del v ljubezni.
No, to je prva stvar. To je prvi korak. Ja, najprej rad postani kristjan. Ne? Ti ne moreš mene spraševati, kako zdaj razločevati, če zjutraj ne moreš. Najprej mi povej, da že 2 leti hodiš k maši vsako nedeljo, plus tega še enkrat med tednom in da vsak dan preživiš 15 minut z Gospodom v kombinaciji Božje besede in tišine, neke osebne molitve, recimo. Tu se mi zdi, pa hodiš k spovedi, ja, pač ne enkrat na let, ampak hodiš k spovedi, bomo rekli, vsake 2 meseca ali pa tako, no. Mislim, hoče biti malo bolj plastičen, da, ne, ker se mi tako izvala, se mi zdi. To je prva stvar. Postaneš kristjan. Druga stvar je postaviti si moraš dobro vprašanje. Jaz mislim, da razen tega, da si izgradiš, kar traja, ne, neko krščansko življenje, krščanski način življenja, potem je ena zelo preprosta in kratka stvar, ne, postaviti moraš dobro vprašanje. Če dobro vprašanje postaviš, je razločevanje relativno enostavno. Če je vprašanje slabo postavljeno, postane razločevanje izredno zakomplicirano. In kako se zgleda na primeru? No, hvala. Na katerem primeru? Kaj je dobro vprašanje? Ja. Mojem je to je ključno vprašanje, kaj je dobro vprašanje. Dobro vprašanje je tisto vprašanje, ki ima možen odgovor ja ali ne. Ok. To je dobro vprašanje. Ne, v smislu, dam primer Sapra Miške, ne vem, če poznaš zgodbo. Poznaš, no? Z lešniki. Z lešniki. No, Sapra Miške, ali pa povej ti, no, tako. Kaj se zgodi, ko ima lešnike? In pa se sprašuje, a bi tega, ali bi tega, ali bi tega. Ne, tega ne bi, ta je neki. Tega ne bi, ta je nekaj drugega, tega je škoda, tega... Tako, ja. Katerega bi najprej, reče? Ne? Katerega bi najprej? Mogoče tegale? Ne, tega je škoda. Mogoče bi reči onega. Tega je tudi škoda. No, ne vem, koliko jih ima, 3, ne? Slabo postavljeno vprašanje pač, ne? Ti imaš 3 lešnike in se sprašuješ, katerega bi najprej. Ja, ne vem. Ja, pač, to povzroča zmedo, veš, ne? Ni jasnosti v vprašanju, ne? Dobro, to je primer, jasno, da? Primer dobrega vprašanja pa je, takrat, ko se jaz pridem pred Gospodom v miru, z mirnim srcem, ne sam, rekel, zdaj le 5 minut, ampak rekel, v določenem obdobju sem z mirnim srcem pred Gospodom in ga vprašam, Gospod, recimo, ali želiš, da postanem tebi posvečena? A je to jasno vprašanje? Ma je, pa še odgovor ima ja, pa ne. Točno to, koliko možnih odgovorov je ja ali ne. Ali pa ne vem. No, ne vem, je pa že itak izhodišče, oziroma nisem prepričan. Ja. Zaradi tega, ker če nisi prepričan, zato si pa postaviš vprašanje. Ja, ok, logično. To je znak naše, to je manifestacija naše svobode pač, ne. To je, rekel, naša velika skrivnost in breme, ne, da smo pač svobodni, ne, in moramo zares se odločiti. No, in pri tem vprašanju, ne, si v dvomu, ne veš točno, kam bi, kva bi, nič pa, ne, pride trenutek, ampak ne more priti kar tako z lufta, ne, more dozoreti to vprašanje, recimo. Gospod, ali želiš, da sem tebi posvečena? Če je odgovor ja, pa nadaljuješ pač, ne, bom še preverila, čez 1 let, še enkrat, Gospod, ali želiš, da nisem tako, glede na to, da nisi ti, ampak glede na to, da si stara 20 let, jaz bi rekel, kljub vsemu imaš 3 leta časa po tem malem, da si tu počas postavljaš to vprašanje. To vprašanje mora zoreti, ne moreš tu kar, ne, ko pri ping-pongu serviraš in on mora takoj odgovarjati, ne. Čez 1 let si ponovno postaviš vprašanje v miru, ne, Gospod, ali želiš, da sem tebi posvečena, tako še vedno je ja. Ne samo to, hrepenenje se je povečalo. To je pa že dober znak. Ne. Ob tem, da, kot sem rekel, ne, si kristjanka, hodiš k maši, hodiš k spovedi, ne, živiš krščansko življenje in opravljaš svoje dolžnosti, hodiš na faks in delaš, kar je treba. Ja. Recimo pa, da prideš, pa isto velja tudi, ne, za nekoga, v tem primeru fanta, ki bi si postavil vprašanje, Gospod, ali želiš, da postanem duhovnik? Ja ali ne? Ne, zdaj, če pa je relativno ne,
potem pa v bistvu ni tak grozen problem, ker, kot sem rekel, naša naravna poklicanost je itak, da se poročimo. Gospod nas je ustvaril kot može in žene in če mene Gospod na poseben način ne kliče k temu, da postanem duhovnik oziroma da postanem Bogu posvečena oseba, je potem me Bog s tem, ker sem kristjan, vabi k temu, da podarim svoje življenje moji ženi, mojemu možu in da ustanovim družino. Torej, če te dobro razumem, vprašanje Bog, ali si želiš, da se poročim, pač sploh ni relevantno. Jaz mislim, da tu zares ni vprašanje, ker naša narava nam že sporoča in tudi ni treba razločevati. Gospod s tem, ker nas je ustvaril, nam že daje v naravo stvari hrepenenje po tem, da se poročimo. In če hočeš nekaj drugega, mi daj pa jasno vedeti. Jaz te poslušam, imam to vprašanje, Bog, ali želiš, da postanem duhovnik, in mi povej. Ja, ali... Ja, tako, jaz bi tako rekel. Okay. Ja. Namreč jaz kot duhovnik, jaz Janez, danes duhovnik, Gospod ni mi oduzel moje naravne poklicanosti k temu, da bi postal mož, oče. V konkretnem smislu, v mojem rekel, notranjem življenju, jaz nisem kar naenkrat na čaroben način zgubil neke temeljne želje, da bi postal mož in oče. To ni iz mene kar izpuhtelo, zaradi tega, ker sem postal duhovnik. Ali pa še huj, ko sem postal duhovnik. Kajti duhovniško posvečenje, kot v noben drugi sakrament, ni ta čarobna palčka, ki bi stvari kar spremenila kar tako, na čaroben način. Milost deluje na naravo. No, in moj duhovniški posebni klic k duhovništvu, ki ga prepoznavam strani Jezusa in ki ga je cerkev potrdila, in jaz sem tudi rekel, hočem, pri posvečenju, ali hočeš, me je škof vprašal in jaz sem odgovoril, hočem, kot vsak drug duhovnik. No, ampak s tem mi nismo izgubili nekega naravnega hrepenenja, potem da. Pač pa je šlo za poseben klic k duhovništvu. Ali pa pač ne, za tiste, ki se odločajo. Ko so že pri hrepenenjih pa željah, kako pa veš, to hrepenenje je pa od Boga, to je pa od mene, to je pa od hudega duha. Kaj pa to? Ja, neki po mojem neke nastavke sva že načela, tako pač najprej postan kristjan, ne prehiter jeti v neko mega razločevanje življenjske odločitve, če še v bistvu v vsakdanjem življenju nisi zares kristjan postal. Pač. Namreč potem takem lahko po mojem, če nisi še zares kristjan, prehiter zapadeš v eno skrajnost pač, recimo ena skrajnost bi bila, da zelo poduhovljaš pač, da vsak dvom, vsaka kriza, vsak trenutek, ko se ne počutiš dober, pride od hudega duha, kajti hudi duh je te slab, Bog je te dober, se pravi, če se jaz dobro počutim, prihaja od Boga, če se slabo počutim, v kakršnem koli smislu že, prihaja od hudega. To bi jaz imenoval, to je poenostavljanje ali pa poduhovljanje pač. Se pravi, najprej moraš postati kristjan in vzpostaviti nek način življenja, kajti kristjan je umrl staremu človeku, pokopali smo greh v krstu, v krstni vodi, s Kristusom smo pribili svoje strasti na križ in torej smo v krstu postali novi ljudje. Ampak nov človek mora vzpostaviti nov način življenja, ki vključuje vse. Način odločanja, način življenja, način komuniciranja, dela, študija, vsega. In to terja pač nekaj napora, bi rekel. To ni kar tako dano nam v zibko. To je treba delati na tem nekoliko. Pač na svoji naravi in ob odpiranju milosti. Druga, po mojem, stvar je pač čas. Čas prečisti namene srca, čas prečisti strasti in v času se duhovi pokažejo. Pomeni, če je hudi duh, je njegova osnovna taktika, če je res tako vpliv hudega duha, je njegova osnovna taktika vedno to, da se mi kaže, pač v tem primeru, ko govorimo o nekem življenjskem
razločevanju, ne, da gre za hitro navdušenje, ne, ki mu sledi grenkoba. Ne, za nekaj za hitro navdušen, ker je sladko, zdi se všečno, ne, konča se pa bolj kislo. Bog pa vedno deluje na tak način, da ni totalna evforija, ne, načeloma ni zelo tako, ne, je ena evforija, ki je usidrana, ki je trdna in temu sledi veselje, ne, temu sledi mir. In to je treba malo s časom prečistiti, ne, da se stvari malo zbistrijo pač, ne. A bi lahko tudi rekel, hudič je tisti, kakor se mu mudi, Bog je pa tisti, kakor ima čas. Ja, mogoče, ja. To se mi zdi dobro, ja, kar rečeš. Ja. Ni nujno sicer, ne, zdaj, mogoče vsaj nevarnost, da, mislim, nič ni absolutnoga, ne. So situacije v življenju, ki se treba tudi hit odločiti, pač, ne. Je tudi značilno za Boga, da včasih je pa treba hit odločiti in je to čist fajn od Gospoda, ne. Ampak če govoriva konkretno o življenjski odločitvi, ne, potem tle absolutno bi rekel, v tem kontekstu se mi zdi pa tu fajn, kar praviš, ja. Ne. Ker življenjska odločitev je pač za celo življenje in ne morem jaz narediti življenjske odločitve, če nimam nekega temelja, ki je prej izgrajen, ne. A ti misliš, da mi lahko prepoznavamo po kakšnih takih konkretnih znakcih, to pa Bog hoče od mene? A ne, da rečemo, o Bog, če pa si želiš to pa to, pa daj takšen pa takšen znak. Ali pa ne, da se nam v sanjah pokaže, ali pa da ne vem, pač tako kakšen dogodek, ali tako, ali to pa čarole, ali kaj. A je to taktika, ali ne? Ja, mislim, da je tudi taktika, ne pa samo, ne. Okay? Ne samo, ampak tudi. Ja, ne samo, ampak tudi, ne. Zdaj, znak recimo, ali pa jaz sem doživel v življenju parkrat, no, tako ne prav ogromno krat, ampak parkrat, da sem dejansko Svetopisem odprl in je bila beseda, ki je bila relativno jasna in sem jo zares vzel direkt od Gospoda. Ampak to ni bilo samo to, ne. Ampak nasplošno pravim, mimo moje lastne izkušnje, dobro je, da upoštevamo znamenja, ne, še posebej, če ta znamenja najprej beremo za nazaj, ne, se pravi, da naredimo neko retrospektivo svojega dosedanjega življenja in opazujemo, na kak način mi je Bog doslej, ne, pošiljal tisto, kar jaz prepoznavam kot znamenje, v obliki Božje besede, v obliki pač česarkoli, no, ne vem, karkoli se je zgodilo in jaz prepoznam v tem znamenje. Če se stvar ponavlja, ne, je tu jasno, ne, in da, torej, se pravi, da sem pozoren na to, na kak način mi Gospod ali preko dogodkov ali preko besede, kljub vsemu, ne, rekel, navdihuje neko določeno stvar, ne. To je ena od stvari. Temu bi absolutno dodal, namreč, ker Bog in Božja volja ni paketek, ki pride od zunaj, ne, ampak smo mi tempelj Svetega Duha in srce Boga prebiva v nas, še enkrat, po krstu. In mi moramo Božjim znamenjem, ki imajo svojo veljavo in celo pomembnost, dodati nujno tudi dejstvo, da moramo mi naše lastno srce poslušati, kot rečeno prej, v času in v tem, kako se javlja v miru, kaj me vodi k miru, kaj me vodi k veselju na dolgi rok. Ne. Naše lastno srce je nujno, je rekel, en nujen element, ki ga moramo upoštevati, pač, ne. Ok, se pravi, pač Božji načrt, ki ga ima Bog pripravljen za nas, ni samo tako neki od zunaj, neka pač pravila od nas ali pa neka pot, ki moramo tako slediti, ker bomo pa pač nesrečni cel life, ampak je tudi nekaj, kar se sklada s tem, kar mi želimo, kar ustreza našim talentom, našim okoliščinam, tako. In jaz mislim, da to pomeni, da postanemo zares kristjani, veš, ne, to, kar si zdaj rekla. To pomeni ratati kristjan, a že ti postaneš, da greš od človeka, ki doživljaš Boga kot nek objekt tam nekje zunaj, veš, ki pač ne vem, kva dela, ne, k temu, da ti v bistvu ugotoviš, da si ti človek, ki si potopljen
v Boga samega. Pač, ne. V krstu smo mi dejansko bili potopljeni v vodo in torej v skrivnost Boga Očeta, Boga Sina in Boga Svetega Duha. In torej mi smo v območju Boga. In torej Bog in Božja volja za nas se najprej javlja, jaz bi rekel, pred znameni in pred Božjo besedo se najprej javlja v nas, ki smo njegov tempelj. To je ključno, kajti gre za našo odločitev, gre za moja hrepenenja in gre za mojo odločitev tudi, ne. Mi imamo to svobodo Ja? in mi imamo to odgovornost. Ja, in jaz mislim, da Bog, ne, ko nas ustvarja svobodne, misli zelo resno pač. Bog resno misli, ko reče, ne, mi smo ustvarjeni svobodno voljo in naša svoboda je resnična, kar pomeni, da ni nekega vnaprejšnjega scenarija. Mi ne verjamemo v nek scenarij, ki ga moramo mi samo, zadosti jasno odkriti, ne. Torej so v bistvu prišla od tega vprašanja do te dileme. Božja volja na eni strani, pa človeška svoboda na drugi. Ja. Pa a je ta dvojnost, ali ni te dvojnosti, a to gre skupaj, ali pač tako, a lahko še to malo poglobiva. Dilema, Ja. Božja volja, naša svoboda. Kaj to sploh pomeni, pa kako pa še skupaj? Ja, vsekakor oboje, ne. Treba je oboje. Bog ima voljo, ne, Bog ima svojo lastno voljo, ker je pač oseba, ne, oziroma so 3 osebe. In mi imamo svojo lastno voljo in imamo zares resnično svobodo, da izberemo to, kar želimo, ne. Ena stvar ki se mi zdi pomembna je, no, da kot rečeno, no, da Božje volje ne dojemamo preveč kot nek vnaprej napisan scenarij ali pa kot neko, neko skrinjico, no, ki jo mi pač odpremo in v bistvu ugotovimo, to je Božja volja, ne, kot nekaj objektivnega. Ampak je Božja volja se razodeva v govorjenju Svetega Duha, čigar tempelj smo. In torej, gre potemtakem za dobesedno srečanje 2 različnih oseb, ne, Svetega Duha, čigar tempelj sem, in mene, ki imam tudi lastno voljo, pač, ne. In zdaj, kako zdaj te 2 skupaj dati? Ja, v bistvu je nasplošno v Kristusu, v krščanstvu, dostikrat se zgodi, da je odgovor ta, da rečemo oboje. Ne, oboje je treba živeti hkrati. Ja? Se pravi, negovati mojo lastno voljo in priti, če govorimo ponovno o življenjski odločitvi, ampak ne samo, ne, mi imamo en cel kup odločitev, ki so lahko tudi precej velike, tudi že ko sem enkrat življenjsko odločitev sprejel, ne, življenje me velikokrat pahne pred situacijo, kjer se pač jaz moram odločiti in to konkretno, ne. In torej, da jaz po eni strani negujem svojo lastno voljo z namenom, ne, z vizijo, da pride trenutek, zdaj odvisno kakšna je odločitev, ne, včasih imam več časa, včasih imam manj časa in tako, da pride trenutek, ko se bom jaz zares odločil in to bo moja avtonomna odločitev. Hkrati s tem sem pa jaz v drži poslušanja, ponižnega poslušanja, če se le da, ne, in prisluškujem Svetemu Duhu, ki je absolutno dober, ne, iz čigar izhaja vsa dobrota in ki je moj cilj. Torej se ne rabimo bati tega, da če se bom pa jaz narobe odločil, pol pa sem zafejlil life in bom nesrečen in sam še čakam, ki mi bo kakšen cegel od Boga na glavo padel, ker sem pa slabo izbral, ker pa to ni v skladu z Božjo voljo. Po mojem to sploh ni zelo krščansko reči, no, tako. Zato se zdaj vprašam, kaj pomeni, da sem se narobe odločil glede mojega lifea, tako. A je to sploh možno kot kristjan reči? No, to sprašujem, a je to sploh možno? Ja, vprašanje, če je to možno pač, ne. Narobe odločitev je odločitev, ki je odločitev za greh. Ne, to je narobna odločitev. Ampak to ni stvar razločevanja, ampak je stvar odločanja. Ne, mi se odločamo, pač ideal naše odločitve je, da se odločim za dober. Moja svoboda je namenjena temu, da izberem dober.
narobna odločitev je tista odločitev, ko zavestno dobrega ne izberem in izberem greh. To je narobna odločitev. Če sem zdaj to naredil, ko sem se življenjsko odločil, si tu težko predstavljam, ne? Potem sem se narobe odločil, ampak narobe sem se odločil, ker sem se odločil za nekaj, kar ni v Bogu. Sem se odločil za greh. Če sem se jaz v miru, po določenem času odločil in sem sprejel lastno odločitev, ne vem, kako bi lahko lastno odločitev razumel ali pa razglasil kot napačno odločitev. Ja. A imaš kakšen primer v mislih? Recimo, da nekdo razmišlja, ali naj gre v neko redovno življenje ali ne, in se odloči, da ne, in se poroči, in potem čez 5 let pa začne spet razmišljati, mogoče sem se pa narobe odločil. Kaj pa bolj? Ja. Če si enkrat poročan, si s tem že tako. Jaz mislim, da to ni narobna odločitev. Jaz bi vsakega tazga, ki se znajde v tej situaciji po miru, bi rekel, to ni narobna odločitev. Nisi se zmotil. Lahko, da si šel skozi trenutke, kjer Svetega Duha nisi v polnosti poslušal, da so bili celo trenutki, da mogoče malo zavestno, če tudi si nisi tukaj zelo priznal, da se ti je zdelo, da te Gospod nekam vabi, pa nisi temu zares pritrdil. Ampak kolikrat se to zgodi? Ampak to ni narobna odločitev, to je pač naša slabost, da če tudi smo nekako slišali glas Svetega Duha, da je bilo eno jasno določeno spoznanje v meni, da bi naredil nekaj, da bi šel eno smer, karkoli, pa tega nisem naredil. Lahko gre tudi za majhne odločitve. V življenju velikokrat se nam zgodi, da si rečemo, zamudil sem priložnost pač. Ali pa to narobna odločitev. Ja, jaz tega ne bi imenoval narobna odločitev, ukolikor se nisem odločil za greh, oziroma da ni bila tu v moralnem smislu opustitev tega, kar bi bil dolžan storiti. Pač, ta opustitev je za k spovedi, kot priznavamo pri maši, pri kesanju, mnogo dobrega opustil. So pa, po mojem mnenju, je pa ogromno situacij, kjer pač stvari opustimo v nevtralnem smislu, da nimajo moralne vrednosti. Pač, in je pač tudi sestavni del našega življenja in to moramo mi integrirati. To je naša izkušnja. Pač. Ljudje smo nepopolni, lahko še tukaj razločujemo, lahko še tukaj molimo, vedno so trenutki, ko se rečemo, mogoče bi ravno drugače. Če tudi je temu tako in da gre za nevtralno opustitev, ne grešno opustitev, če sem jaz prišel do poroke in sem se odločil za poroko in tu sem se, ker drugače ne bi poročil, potem je moja poklicanost z mojo ženo pač. Lahko, da sem tudi imel to vprašanje, ja, ampak to je čisto zastonski, ta klic je zastonski klic. Še enkrat, ta klic ni kot neka skrinjica, ki mi bo na zlatem papirju napisala, kaj je edino zveličavno za mene, in če se tega ne bom držal in če tega ne bom sprejel in če te poti ne bom našel, potem najverjetneje ne bom srečen v nebesih. To je po mojem ni zelo krščansko. Vsekakor ni Jezusova misel to. Jaz mislim, da to ni Jezusova misel. Bog je mnogo bolj svoboden in je nevezan na naše odločitve. Dam primer tako iz vsakdanjega življenja. Po mojem je pač najboljši primer smo mi ljudje. To se mi je že večkrat naredil. In meni osebno bolj maga, da opazujem očeta in sina pač. Bolj kakor mamo in sina, v tem primeru, kakor mamo in pa otroka, tako ni nujno sina. Očeta in otroka. Če opazujem očeta in otroka,
recimo na igrišču tam, kjer živimo, je zraven en park in je eno pač to otroško igrišče, ne, in je tam vedno, ne, ob nedeljah, ob sončnih dnevih, ne, je vedno ogromno otrok, pa so očetje zraven. No, in tako eno od opazovanj mojih je to, da opazujem očete, ki imajo veselje, da pač spremljajo svoje otroke. Ne. In velikokrat vidiš, da v bistvu od oče, mislim, tisti, ki se mi zdi, da ima talent za očetovstvo, za biti oče, ne, da vidiš ga v tem, da ima ta talent, da pusti otroku, da se odloči kar če. Ne, ali bo šel na hojsnico, ali bo šel kamorkoli bo šel. Ne, tako. In tudi, ko bo prišel na nek objekt, v bistvu že vnaprej ve, kaj bo naredil. Pač, ne. Prišel bo do mize, kaj bo naredil, na mizo bo splezal. Jasno, da bo na mizo splezal. Ali oče ve, da bo otrok na mizo splezal? Ja, itak, da ve. Ne. Ali je otrok svoboden ob tem, ko spleza na mizo? Je. Ali? No, kako zdaj tu damo skup? Ja, oboje pač, ne. Če že pri nas ljudeh to funkcionira, da lahko ti opazuješ, ne, in moram priznati, da me to kot duhovnika navdušuje v mojem duhovnem očetovstvu. In mi to pomaga ob tem, ko sem malo bolj osebno v času v kakšnih pogovorih z ljudmi ali pa prespovedi, mi to pomaga, da bolj razumem, v čem je moje duhovno očetovstvo. No, in tle gre za čist preprosto človeško izkušnjo, bi jaz rekel, ki je čist naravna, ne, v Kristusu, v milosti, ne, pa tu razumemo še toliko bolj, da sta dve volji, ki sta čist fajn sobivata in sta obe čist zares svobodni in vendar, ne, tle ni nobene kontradikcije, nobenega pač kontradikcije. No. Wow, ful dobra primerjava. Nisem še slišala, ampak mi spregovori. Ja, super. Si pa omenil zdaj tudi greh. Pač, ne moreš se zares odločiti narobe, razen če se odločiš za greh. A lahko še razložiš, kaj sploh je fora greha, kako lahko rečemo, da so ene odločitve prav, druge pa narobe, a ni to sam družbeni konstrukt, a ne more vsak sam slediti svoji vesti, pa se odločati po svoji vesti, pa damo drugemu mir. Tako, zakaj moramo imeti to prav pa narobe, grešno pa ne grešno? Zaradi tega, ker je ker je Bog stvarnost naredil tako. Ne? Bog je ustvaril svet, v svet je postavil osebe, v tem našem vidnem svetu smo osebe samo mi, človeški sinovi in hčere, in v naravo stvari je Bog postavil dejstvo, da so naše odločitve tiste, ki imajo v nekaterih primerih moralno vrednost in so celo odločitve, ki imajo vedno slabo vrednost. Ne glede na okoliščine, ne glede na to, kar si misliš o tem. Zdaj, to je biblični kontekst, ko je, rekel, po razodetju v Jezusu Kristusu, ki doseže vrhunec skozi celo svetopisemsko razodetje, in to velja za nas, ki smo kristjani. To moramo mi upoštevati. Najprej moramo upoštevati svojo lastno vest, ki je vedno merilo in mi nikoli ne smemo svoje vesti primorati v nekaj, kar ona noče. Hkrati s tem imamo pa mi dolžnost, da svojo vest izoblikujemo, da se podučimo o tem, kar je slabo in dobro, ukolikor tega ne vemo, ali pa ukolikor ne vemo, da ne vemo, in se moramo torej še to bolj poučiti, zato da bi mi na pravilen način svojo vest izoblikovali. Zdaj, kot rečeno, to je krščanski kontekst. Ne? V naravo stvari je Bog postavil, narava stvari je, da so odločitve oseb, da imajo moralno vrednost. In tiste odločitve, ki so grešne, ne, ki imajo moralno vrednost enako slaba, ali pa zelo slaba, ali pa absolutno slaba, ne, imajo tudi slabe posledice. Ne, imamo greh, slabo odločitev, imamo posledico greha. Zdaj, nekemu nekristjanu, seveda jaz to mu lahko razložim
Ni nujno, da bo to on sprejel, no, pa tudi ni nujno, da vsak kristjan to sprejme, no, ne. Trda je ta beseda, ja, vem, ampak pač to je, tako si je Bog zamislil stvari, ne, kajti želel nas je svobodna, ker ima veselje s tem, da je ustvaril svobodna bitja. Lahko jih pa ne bi, ne, ampak nas pač je in je to bolj zanimivo in bolj zabavno, ker nas je ustvaril, kot če nas ne bi. Zdaj, nekristjan lahko tudi usliši, sprejme ali ne sprejme, dejstvo pa je, da mora posledice svojega greha, tudi če ga ne priznava kot greh, vendar okušati. Ne, in tu se potem zazna, ne, tu pa jaz vem iz prve roke, ne, ker se pogovarjam z ljudmi, pa včasih, ja, se pogovarjam z ljudmi, ki niso kristjani, in vendar imajo neke komentarje, opaske, spoznanja in tako naprej, hrepenenja, ki govorijo o tem, da so vendar stvari, ki so narobe. Da je to toliko v nas še vseeno. Da vemo, da pač ene stvari preprosto niso prav. Da tudi, če nisi kristjan, pa če nimaš tega koncepta, kako si Bog zamislil stvari, še vseeno je temeljno človeško. Sveti Pavel svoje najdaljše pismo, ne, pismo Rimljanom, začne točno s tem. A veš, če ne začne? Jaz sem poleg pozdrava in tako, ne, potem približno, ne vem točno kot, kjeri vrstici, približno na polovici prvega poglavja začne svoje razmišljanje o ljudeh, ne, o ljudeh na splošno, ki ob opazovanju naravnih pojavov, veličine narave, stvarstva, ne, kozmosa, imajo moralno dolžnost, da iz veličine stvarstva sklepajo na stvarnika. In ukolikor tega ne naredijo, imajo določeno mero krivde. Oni bi bili morali spoznati stvarnika iz stvari in vendar so se pustili zapeljati, ne vem, tako še reče, v osnovi so se pač svojim strastem. No. Ok, zanimivo. Ja, pač mi imamo naravni moralni zakon, kot to imenujemo, ne? Naravni moralni zakon, ki velja za vse ljudi, in sicer, ne, vsak človek, ker je človek in torej, ker ima sposobnost svobodnega odločanja, je primoran k temu, da sledi svoji vesti, ne, v temeljnem smislu, najbolj osnovnem smislu je, v tem je vsak človek primoran slediti in v tem je tudi odgovoren pred Bogom, ne, da se izogiba zlu in da dela dobro, da izbira dobro. To je moralna obveza vsakega človeka. Kaj pa, če jaz sem prepoznala eno dejanje kot slabo, kot napačno in sem naredila to slabo izbiro in tudi doživljam te njene posledice, kaj pa zdaj? Grem k spovedi, če sem kristjan. Zakaj pa bi šel k spovedi? Zaradi tega, da doživim sakramentalno odvezo. In kaj to pomeni? Potem, ko sem krščen, ob krstu se mi izbrišajo vsi grehi, začenši z izvirnim grehom. Je razlika med izvirnim grehom in dejanji, ki jih storimo in so grešna. Izvirni greh ima za posledico od nezmožnost vstopa v občestvo z Bogom. Po krstu ponovno dobim možnost, da vstopim v občestvo z Bogom. Poleg tega mi krst izbriše, predvsem, če sem krščen kot odrasel, izbriše vse grehe osebne, ne, ki sem jih storil do takrat. Od krsta naprej kaže izkušnja in rekel, nova zaveza to na veliko razvija, da če tudi je krst vstop v skrivnost Božjih otrok, se je tu vendar treba naučiti pod narekovaji. Pač Sveti pisem ne govori o tem, da se moramo naučiti, pač pa, da pod tem, ko mi prejmemo milostni dar vere, po milostnem daru vere, da prejmemo odrešenje, ki je v krstu in smo torej zastonsko odrešeni, ne, in zato ne moramo nič narediti, pač pa moramo milostni dar, ki smo ga sprejeti, razvijati in z njim sodelovati. In to pomeni, da izoblikujem moje, kot sem prej rekel, da ratam najprej sploh kristjan, da izoblikujem svoj krščanski način življenja.
Praksa kaže, da ta proces, ne, od krsta, ki je od tega, da sem odrešen, do tega, da jaz postanem v praksi kristjan, pač ne traja določen čas in ta čas, v tem času so značilni moji grehi. Praksa celo kaže, da tu traja vse do smrti. In torej, da ko kot kristjan, zapravo, ko sem že enkrat prejel krst, vendar grešim in to se nam zgodi, sem kot kristjan dolžen, da najprej da obudim kesanje in želja vsakega kristjana je, da bi se kesal zaradi tega, ker sem rano v Božji ljubezen. In tu moram seveda malo gojiti, se moram prizadevati, da iščem to vrstno kesanje, ne zaradi, da se ne kesam zaradi tega, ker me je strah, kaj pa zdaj, ne? Je to, strah pred kaznijo, recimo, ne? Ampak da se kesam zaradi tega, ker sem rekel, pismo, Sveti Duh, čigar tempelj sem, vedel sem, da mi govori in vendar nisem naredil, in vendar nisem šel tja, in vendar nisem, pač ne. In to je grenka izkušnja, ne. In ko pridem do tega, da se rečem, wow, kjera drama, ne. Gospod je bil jasen, ne, prepoznal sem ga in vendar ga nisem upošteval. Klasika, ne, ki je za spovedi in nekaj je kesanje, druga je, da sem primoran, da grem k zakramentu spovedi in prejmem zakramentalno odvezo, ki je, pač duhovniki imamo pooblastilo po duhovniškem posvečenju, tle pa imamo avtoriteto, recimo, ne. S katero avtoriteto jaz delam? Ja, z avtoriteto cerkve, ne, ki ji je avtoriteto podelil Kristus, ne, ko je dihnil v apostole v Janezu 20, in je rekel, prejmite Svetega Duha, komor grehe odpustite, so jim odpuščeni. In torej jaz z avtoriteto cerkve, ne, prejeto od Kristusa, v imenu Kristusa, v imenu Boga, podelim odpuščanje grehov in odvezo od vseh grehov, ki si jih kot kristjan prinesel k spovedi. In ko to dobim, je moja krivda izbrisana. In sem svoboden od tega, ne, svetopisemska podoba tega je, da je Bog vrgel grehe čez ramo. Ne, pomeni, vrgel jih je čez in potem jih veter odpihne in jih ni več. Ja. In so svobodni in tudi zdravljeni. Absolutno. Imamo moč, da naprej dobro živimo. Ja, ne samo tu, ampak da napredujemo, ne, vsem tem, kar si rekla, ja. Da nisem tu neka kontinuiteta, ne, od velike noči do velike noči, ne, da se tu ponavlja kot neka nadaljevanka, ne, ki je približno vsakič isto, ne. A pač, ne, ko se ponavlja, no, kot pač, ne. Ampak, da je to rast, ne, ali pa da je to izgradnja, ne. V Novi zavezi imamo večkrat to podobo stavbe, pač, ne. Stavbo, katere del smo tudi mi, vzidani v Kristusovo stavbo, ne, ali pa smo del njegovega telesa, ne, telo pa raste. Nekaj živega. Wow. Hvala Bogu. Ja, lepo, ne? Ja, se strinjam. Noro, čisto noro. Bog je dober. Ej, kaj pa, da pa nekdo, kakor nam je blizu, pa kar ga imamo radi, sprejema slabe odločitve, pač grešne odločitve, ko vemo, da škodijo njemu, pa ljudem okoli njega. Kaj pa takrat, kako pristopati, kaj narediti, česa ne narediti, kako se odločiti, kaj narediti, pa česa ne narediti. Kaj pa v takih situacijah? Meni se zdi fajn, da tu izpostavljaš, da rečemo, da razločevanje in odločenje, da nisem stvar, ne vem, ali bom nuna ali ne bom nuna, ne, tako, ali bom nuna ali bom žena. Tako, to je res hecno, se nič ne norčujem, no. Ampak tako, odločanje v življenju, ne, večinokrat se zgodi točno v takih primerih, pač, ne, ko imam jaz enega kolega, enega družinskega člana, enega kaj sem koga, ne, in ko sem v dejanskem precepu, ne, meni se zdi to dosti bolj kompleksno vprašanje na nek način v končni fazi, za življenjsko odločitev si ti lahko vzameš, jaz sem si vzel 3 leta. Izključno samo zato. Ko si pa ti pred eno življenjsko situacijo, ne, imaš pa, ne vem, čez 2 meseca, poroko in
In je pač, ali pa ne vem, imaš krst, ali pa imaš ne vem kva, ne, imaš družinsko slavje in tako, no, ja. Ali pa celo eno situacijo, kjer je vključen nekaj grešnega, kot si rekla, ne. Ja, tle vnaprejšnjih, bi rekel, receptov ni, ne. Vse, kar sva do zdaj na nek način nanizala, velja, ne. Jaz sem kristjan, ne, in svoje krščansko življenje sem izgradil in ga živim. Razločevanje pomeni, da se jaz odločam in imam zaresno svobodno voljo, kar pomeni, da mora priti v vsakem primeru en trenutek, ko se moram za nekaj odločiti, ne. To odločitev moram pa pripraviti in si glede na to, kdaj mora paditi, ne, vzeti določena sredstva, ki jih pač z izkušnjami malo bogatimo, ne. In ta sredstva naj nam pomagajo, da sprejmemo dobro odločitev. Lahko vzamem to knjigo? Ja, itak. Knjiga Pascala Ida, Kako razločevati, ker se mi zdi tako, da je tle, bi rekel, dobro povzet, no. Tle na koncu je povzetek. Na tvoje vprašanje odgovorim, bom kar prebral. Zaključek. 3 točke, 3 točkam pa dodaš, kadar to zahteva situacija. 1. točka. Kaj je v mojem srcu? 2. točka. Česa me učijo zapovedi in znamenja od Boga? 3. točka. Kaj mi pravi praktična inteligenca? Praktična inteligenca pomeni naša sposobnost, da pač ne, da tako, praktična inteligenca, koliko sem že en, ja, vzem pa pi, ne, kaj zdaj živijo, ne, to je praktična inteligenca. Ja, se pravi, kaj je v mojem srcu? Še kot sem rekel, mi smo tempelj Svetega Duha, v naših srcih po krstu je Sveti Duh. In to je prva točka, prvi kraj, prva stvar, na katero moramo biti absolutno pozorni, ne, kaj v nas prebiva. Kaj v nas kot kristjanih prebiva. Jaz hodim k maši, jaz uživam Kristusovo telo, hranim se z njim. Jaz nisem sam iz sebe. Jaz živim, ker me Kristus hrani. In torej v mojem srcu, ne, v moji notranjosti, moram pa vzeti čas za to, ne, da jaz pridem do svoje notranjosti. Ne, kaj je v meni? Druga stvar, ne, je zapovedi. Kaj pravi zapovedi? Če sem zelo tako, rekel, zelo direkten. Ne. En kolega je homoseksualc in se je odločil, da bo imel obred na gradu, ne, ali pa pač, da bo imel obred, tisto, kar se imenuje civilna poroka. Ne, in mene povab. Kaj pravijo zapovedi? Ja, pač za nas je tu smrten greh in je nesprejemljivo. Ni situacije, ki bi nam omogočala, da, torej najprej njemu, no, ampak ki bi nam omogočala, da mi podpremo tako odločitev. Pa že ni. Ne, tu mi prav, kaj me učijo zapovedi. Mogoče trda beseda, ja, nepopularna, verjeten, ampak zapovedi so pač večne. In tretja stvar, ne, tako, kaj mi prav praktična inteligenca, ne, v končni fazi je ena stvar, da se ti odločiš to ali ono, ne, druga stvar je pa kako boš to izpeljal, pač ne, tako, na kak način, recimo, ne vem, evo, moj kolega se poroči, jaz sem res enega kolega, ki se je poročal, ampak nisem šel na poroko, no, se mi ni povabil, kakor se spomnim, no, ampak kakorkoli. Kaj sem hotel reči, zdaj mi je pa ušlo. Praktična inteligenca. Ja, ena stvar je, da se jaz odločim, ne, tako, ok, ne bom se udeležil tega dogodka. Ali pa bi, ne vem, nek drug dogodek, udeležil se bom tega dogodka. Ampak to še ni vse. Jaz moram kot kristjan tudi se odločiti, moram neko stališče zavzeti, na kak način se bom udeležil tega dogodka. A bom jaz ob tem, ko se bom udeležil, tudi kaj rekel, ne, a bom kakšno stališče zavzel. Ali pa, če se ga ne bom udeležil, a bom ob tem kaj komentiral, bom razložil, zakaj se tega ne bom udeležil. In tako, ne, praktična inteligenca. In potem, če je potrebno, kaj je zdaj to?
Ne, čakaj, to je nek dodatek. Ne, to je čisto zaključek. Evo ga. Tu so 3 stvari, ne. 3 stvari, bi rekel, 3 področja, ne, ki jih moramo kot orkester hkrati špilati. Moje srce, Gospod, ki govori, in praktično, konkretno vsakdanje življenje. Če je potrebno, če je stvar kompleksna, potem dodam še 2. Prva izmed 2, kaj mi svetujejo razumni ljudje. Zdaj moram vedeti, kdo je razumen, ne, komu zaupam, in da bo to zadosti majhno število razumnih ljudi. In druga, dodatna, kako me navdihuje Sveti Duh. Pomeni to, da jaz prav ekstra, recimo rečem, ok, za to konkretno situacijo bom pa odprl Svet pisem, ne, ali pa za to konkretno situacijo bom pa prosil moje prijatelje, prosim, molite za to. Tako prav specifično za to situacijo. Ali pa bom rekel, molite za to, in če imate jutri pri maši kakšen navdih, mi ga prosim na message pošljite. Recimo, to bi bilo konkretno, ne, kaj mi dodatno Sveti Duh. Pa grem pač, ne vem, grem v kapelo, v tišino, ne, in prav ekstra zmolim k Svetemu Duhu za modrost pri tej situaciji. Tako, ne. Ob tem, da že itak imam molitveno življenje, da hodim k spovedi, da hodim k maši, tako da še dodatno naredim še eno dodatno molitev, ekstra za to. A lahko še enkrat pokažeš samo kamero, kaj je ta knjiga? Ja. Pa še samo na kratko poveš, kaj to, kje se dobi, zakaj bi jo kdo prebral, tako. Knjiga ima naslov Kako razločevati in sprejemati dobre odločitve. Njen avtor je Pascal Ide, ki je pariški duhovnik. Napisal jo je v francoščini. Pred kratkim, mislim, kakšen let nazaj smo jo prevajali. Jaz sem jo pa pol malo uredil, no, tako. Ko da ti vidiš prevod, to je v bistvu tako, nekdo me je v nekem trenutku vprašal, a bi ti eno knjigo uredil? Pa jaz nisem vedel, kaj to pomeni, urejati knjige, ne. Pa sem pa dobil besedil in pa sem jo uredil, no, tako. In se mi zdi super knjiga. Super. Tak priročnik, da sploh razumeš najprej človeško odločitev, skrivnost, bi rekel, človeške osebe, ki je v tem, da se odločamo. Potem, da bi rekel, malo poglobiš osnovne 3 področja temeljnega človeškega vsakdanjega odločanja. To so ta 3, ki si. Te 3, ja. omenil? Potem pa še dodati 2, no, tako. Okej. Pa pol manjše komentarje pač, no, tako. Recimo tu z vprašanjem, to sem od njega potegnil, no. Res kulsko. Se pravi, kjer je začetek, no, z vprašanjem, kaj sem rekel vprašanje, se spomniš? Da rabi dobro vprašanje, To, ki ima odgovor da in ne. Ja. Se pravi, tu Pascal reče, no, to se mi zdi še kar posrečeno, no, tako, mislim, zelo posrečeno, no, v enem trenutku tako zapiše, pač začetek odločanja je dobro vprašanje, ja. Kje se da pa to knjigo dobiti? Izdala je založba Emanuel na njihovi spletni strani, ne vem, kako je, založba-emanuel.si, ali pa pač po knjigarnah teh, kaj se vem. Zdi se mi tako, napisana je z namenom, da bi bila priročnik za tiste, ki, bi rekel, so v odločanju, ali pa za tiste, ki bi radi, bi rekel, malo poglobili sploh umetnost odločanja, pač, ne. Ja. Okej. Niso to duhovne vaje, no, ali pa ni zdaj tu, ne vem, 9-dnevnica, da bi nekaj molitve noter, ampak gre bolj za tako čisto priročnik glede odločanja. Da malo osvojiš to veščino. Ja, tako je, ja. Dobro. Jaz sem še tako 2 vprašanji, ki so tako malo bolj konkretni. 2 situaciji, ker recimo, da pa jaz, ena je ta, jaz sem razločila, da me Bog ne kliče v redovniško življenje ali pa posvečeno samsko življenje. Hočem se poročiti, se mi zdi, da je to tudi božji načrt zame, ampak nikjer ni nobenega pametnega tipa. Ali pa pač glih kontra, ne? En mož, ki se odloči, kje bom pa dobro žena najdu, če je ni. A ne tako, kva takrat? A se jaz zmotila, se je Bog zmotil, ali
Kva naj pa zdaj naredim, pa če sem v tem nekem času čakanja, koliko naj čakam, koliko ne, kva naj vmes delam, tako, kako naj se pa tega lotim, pa kako naj pa v tem času živim. Jaz mislim, da sta tle malo tako dve ravni, dve različni ravni. Ena so čustva, ki jih lahko, ali pa boji, ali pa drama, ne, ki jih lahko en človek, mislim, da nekatere poznam, no, in vem, da je lahko ta drama kar precejšna. Ne, namreč frustracija, še kar sem sam, ne bo otrok, aj Bog z nami pozabil, aj to pomota, ne, aj se izmotil. In tako, mislim, svašta se lahko dogaja, to čisto razumem in to je ena raven. In glede tega, po mojem, nimamo kaj v splošnem reči, tle je odgovor čisto preprosto, vsak človek naj si poišče neko možnost spremljanja, da bo svoje frustracije ali pa svoje vprašanje ali pa svojo potrebo po tem, da se pogovori, izvedel. Okay, da ne greš sam to pot, ampak da greš s tabo. Ti moraš se nekam vključiti, nujno pač, no, tako. Nujno se moraš nekam vključiti, tako v neko tkivo, neko telo cerkve, kot tudi vključiti v eno krščansko spremljanje, po mojem mnenju. No, tako da je malo bolj osebno. Pač, okay. In ena na ena in skupnost. Ena na ena in skupnost. Okay. Pač, no, tako. Mislim, se tu izgovorim bolj tudi iz svoje lastne izkušnje, jaz tu imam. No, evo. Tu je ena raven. Druga raven je pa bolj teoretična raven. Ne? Se pa tle jaz nočem zdaj nikomur pameti soliti, ali pa nikogar nimam v mislih, ne? Da se ne bi zdaj kjer nelagodno počutil ob tem, kar bom zdaj rekel. Ne? V smislu, ja, te pa lahko govoriti, až ne. Tako, ja, si zato rečem, dve ravni sta. Ja, meni je lahko govoriti, ena raven je čustvena raven, ne, kako nekdo to doživlja, druga raven je pa, kako mi to zdaj v Kristusu razlagamo. Vse, kar kristjani počnemo, vse, celota našega življenja se naj v Kristusu skozi prizmo Kristusa razlaga. Ne, razume, sprejema, dobi svoj smisel. Ne. Ena stvar je naravna poklicanost, ne, ki je zapisana v naše telo, druga stvar je pa nadnaravna poklicanost. Nadnaravna poklicanost, ki se zgodi po našem krstu, je dejansko naša poklicanost k temu, da se podarimo in sicer vse do smrti. Kristjan, ne, je človek, ki se v končni fazi podari. Biti poročan, jasno, da imaš zakonsko življenje in zakonsko veselje. Ampak smoter za ženo in mamo je pa, da se podari. Lahko ti mene trikrat gospod rečeš, ne? Gospod župnik. Lahko mi rečeš gospod župnik, sam mene to nič ne gane. Kajti smoter mojega duhovništva je, da se podarim. In sicer za svoje brate in sestre. Da bodo oni bolj v polnosti živeli v Kristusu. Če tega jaz ne živim, pa brez veze. Pa moje duhovništvo nič nima. Je bolj prazno, kot ne. Mislim pač, no, to je, okej, to bom zdaj citirala. No, skratka, naša nadnaravna poklicanost je, da se podarimo. Pavel v Rimljanih, ne, pismo Rimljanom, poglavje 12, reče, podarite svoje telesa v živo, Bogu všečno daritev. Ne, to je radikalna izjava. Podarite svoje telesa v Bogu všečno daritev. Pomeni, ne samo, da ti mal v mislih imaš nek dober namen. Ni dosti dober namen. Ne? Ti se moraš do krvi razdati. To reče Pavel. Ne? To so hude besede. In to je naša nadnaravna poklicanost. To ni stvar narave. Torej, tisti, ki je samski, tako kot tisti, ki je poročan, kot tudi tisti, ki je posvečen, mi si delimo eno in isto poklicanost in ta je, da se podarim. Da je moje življenje dar. Vse do krvi. Mislim, tako malo v poetičnem smislu, vse do krvi. In to velja za vsakega človeka, tudi za tistega, ki živi samsko življenje prostovoljno in tudi za tistega, ki živi samsko življenje neprostovoljno. Absolutno. Absolutno. Se samsko življenje, ne, posvečeno življenje, zaprav tisto, ki je zaradi Božjega kraljestva, ni namen sam vseb. Ja. Ne? Namen je Bog, cilj je vedno Bog.
Mislim, naš cilj, ne, naš ultimativni, dokončen namen je, da vstopimo v občestvo Boga. To je naš cilj. Ne. Zdaj, ali nas Gospod k temu cilju, ne, kliče, da postanemo njemu posvečeni, je super, mislim, to je mega veselje, ne, ali pa da si duhovnik, mislim, super je biti duhovnik, ne, vsaj kar se mene tiče. Ampak ni tu moj cilj, ne, ni cilj moje duhovništvo, to je, rekel, bolj način mojega posvečevanja, ne. In način, kako Bog deluje v svoji cerkvi, pa jasno, da ne. Tako je lahko tudi velja isto za tiste, ki so samski. Pa še tako en zelo konkreten primer, kaj pa recimo, da mene privlačijo osebe istega spola in vem, da se ne moram poročiti, ampak tudi nočem biti duhovnik ali pa redovnica. Kaj pa pola je boljše, da se z nekom poročim, kakor bi si folk zame predstavljal, čeprav me ne privlači zares, ali naj se potrudim, da me, ali kaj naj naredim, ali naj bom raje sam, pa to probam živeti, ali tako, kakšne so pa takrat možnosti. Ali če si tako res želim dobro živeti krščansko življenje s Kristusom, moj cilj so nebesa, kakšna je pa tukaj moja pot? Ali se odločim za duhovništvo, če je tako. Kako se tega loti? Jaz mislim, da tle sta, skoraj bi rekel, no ponovno bi tako mogoče rekel, sta dve ravni. Ena je bolj to osebna izkušnja posameznika, ki ima to nagnjenje. Druga stvar je, učenje ali pa pravila, ne. Recimo pravila, ko si glih omenila nekdo, ki bi rad postal duhovnik, dejstvo je, da je naše pravilo to, da kdor ima izrecno homoseksualna nagnjenja kot fant, ne more postati duhovnik. Ne, da bi to vedno spoštovali in ne, da bi to vedno upoštevali, vedoč, ne, v naši cerkvi, ne, tako nasplošno, to mi zdaj vemo. In vemo iz slabih izkušenj, ne, ki so veliko traumatične, ampak vendar se tega nismo držali. Ampak tu je recimo pravilo. Ne. Pravilo je, skladno s katekizmom, da cerkev vabi vse tiste, ki čutijo v sebi homoseksualno nagnjenje, da se vzdržijo, ne, da se vzdržijo spolnih dejanj, homoseksualnih spolnih dejanj, kajti to dejanje je, kako že reče katekizem, da se ne spomnim po slovenskem, da je v glavnem, da je to intrinsically disordered. Ja, tako je. Ampak niso pa ljudje. Intrinsically disordered. Ja, se pravi, da je neurejeno. No, tako. To dejanje, ne, je neurejeno. Se pravi, po naravi stvari, kot jih Bog naredi, po naravi stvari lahko vemo, čemu služijo določene stvari. Ne. Tudi vemo, tle spada zraven, zdaj lahko bi dal primere, ne, vidiš, kaj sve mizo in vemo, miza služi temu, da je kozarec na njej. Ali je lahko moj dežnik balon, v pravljici v realnosti pa ne. Ne. Lahko si ti predstavljaš, da bo tvoj dežnik balon, lahko, ampak ne bo šlo. Ne. Se pravi, ta želja je neurejena. Ne. Ni intrinsically, ne, se pravi, ni brezpogojno neurejena, ne, ampak tle bi mogel neko malo korekcijo narediti v glavi. Ne. Nekoga, ki si predstavlja, da bo dežnik lahko postal balon, kot je prebral v pravljici. No, pri spolnem dejanju je pa isto. Ne. Dejstvo je, da mož in žena, ko sta skupaj, ne, po naravi stvari sta drug drugmu namenjena, vzajemno sta si namenjena. Ne. O tem govori naša psihologija in naša fizionomija, ne, naše telo. Pri homoseksualnem dejanju gre za neurejeno zadevo, ker ne spoštuje naravnega reda stvari. Ne. Tle ne govorimo o hrepenenjih, ne govorimo o nagnjenih, ne govorimo o osebah, temveč govorimo o tem, kar neka oseba naredi. In to, kar naredi, je po naravi stvari neurejeno in je grešno. Zdaj, tle ponovno nismo na ravni, pogovora z nekom, ne. Zdaj, če bi zamenil sogovornika, bi na drug način govoril, jasno da, ker vsak pogovor ima svoj kontekst in tako. Pa govorim bolj o
poudarim ta razlagalni vidik. Jaz imam enega prijatelja, oziroma zdaj že več, no, ki iz Amerike, ki je s tem soočen, no, ki ima, kakor oni imenujejo, LGBT izkušnjo, in so neka relativno majhna skupina ljudi, ne, mislim, da jih je bilo samo, da sta bile 2, potem so pa še neko jedrno skupino, mogoče še 3 zraven prišli, ne, tako da jih je vse skupaj bilo 5 na začetku, ko so ustanovili so Eden Invitation, organizacijo, katoliško organizacijo, Eden od Edenskega vrta, ne, Eden Invitation kot povabilo, se pravi, kar je rajsko vabilo, no, tako to je v ozadju, ne. Se pravi, to, kar je, se pravi, oni hočejo biti kot katoličani z LGBT izkušnjo, katerekoli sorte, hkrati to, kar so, ne, si ne sile delati, ne se zanikati in hkrati živeti v katoliški cerkvi skladno z naukom katoliške cerkve. Ne. Kot grešniki, ja, ker smo vsi, ki smo v cerkvi grešniki, ne, in torej vsak, ki se nam pridruži, imamo še enega grešnika. No, in njihov cilj je, ampak ne govorim tako o Eden Invitation, če tudi, no, tako, ker se mi zdi, tako malo sem raziskoval, no, ne prav veliko, ampak zdi se mi, no, da je na katoliški sceni, kar se tega tiče, to ena najboljših zmena, ker so usmerjeni na posameznika in na njegovo dobro, evo, zakaj. Ker niso ideološki, ker niso zastavo, ne, in rečejo, to je zdaj to, ne, ali pa to je samo prav, ampak so usmerjeni na posameznika in na njegovo pot za Kristusom. Je čisto vse in kakšno nagnjenje imaš, ker vsak od nas ima nagnjenja, ne, vsak od nas ima razna nagnjenja na vseh možnih področjih in vsi si pa delimo klic k temu, da postanemo sveti, ne, da smo popolnoma v Bogu. Eni in drugi, ne, da ni nobene razlike med, ne, Pavel rekel, ni več Grko, Rimljano, prostih, svobodnih, sužnjev in tako. Vsi smo človeški sinovi in hčere. No, in se mi zdi, da oni imajo super, ne samo vizijo, ampak tudi, rekel, pastoralo, no, tako, dobivajo se in želijo živeti hkrati ne prakso, ne čisto preprosto, pač imam nagnjenje in torej delam, ne, ampak želijo to svoje nagnjenje tudi pač malo razčleniti, malo, ne, tako v Kristusu videti in hkrati želijo biti zvesti nauku katoliške cerkve, ki je pač nauk Jezusa. Čudovito. Wow. Lepo. Eden Invitation. Kaj pa lahko čisto konkretno naredi nekdo, ki pa je že razločil, da želi postati duhovnik in da je to nekaj, kar Bog želi za njega? Kaj pa naslednji korak? Glede na to, da je tu že dokončno razločil, si predstavljam, da je že z nekom v kontaktu, ne, z nekom v stiku. Mislim si, da je tu duhovnik, ker si težko predstavljam, da bi bil med drugim, ne samo, ne, ampak med drugim tudi v stiku z nekom, ki te malo, rekel, ne, tako, kar je Pascal Ite reče, včasih je treba na svet razumnih ljudi poiskati, ne. In za tako odločitev se mi zdi, da je že kar v paketu nujno, da je ta nasvet že prisoten, ne, in ta oseba je prisotna in ta oseba potem taka ime duhovnik. In torej ta duhovnik, no, ki ga predpostavljam, bo tega fanta usmeril od tega, ja, zdi se mi, da Gospod želi, da postanem duhovnik, do naslednjega vprašanja, ki je, na kak način ali pa kje v cerkvi Gospod želi, da jaz postanem duhovnik. Ne, ker ima pač Bog želi, da smo ustvarjalni, da smo pisani, da smo vseh sort, ne. Imamo tudi v cerkvi načine, kako živeti duhovništvo, skrajno, pač zelo pestre, različne in tako, ne. Temeljni obliki sta 2.
Ena oblika duhovništva je to, kar imenujemo škofijsko duhovništvo, recimo to sem jaz, če tudi ob tem pripadam tudi skupnosti, ne, Emanuel, in svoje duhovništvo živim s temi, ki smo skupaj na poti za Kristusom v skupnosti. Druga oblika je pa, to bi bili pač, tu so večinoma vsi župniki in kaplani, ne. Druga velika družina načina življenja duhovništva je pa redovništvo, ne, se pravi, da ti vstopiš v nek red in da postaneš v tem redu najprej posvečen Bogu, daš obljube, da boš posvečen Bogu, v bistvu to je prva stvar, potem odvisno od reda, no, so eni, ki so malo bolj avtomatično duhovniki, eni, ki niso sploh avtomatično duhovniki, znotraj tega posamičnega reda. Pri nas so znani frančiškani, 3 veje frančiškanov, salezijanci, jezuiti, evo te veliki. Kar pomeni, da ja, naslednji korak je ne od tega, ja, Gospod želi, da sem duhovnik, na kak način bom zdaj duhovništvo živel, ne, ali bom bolj škofijski, ne, ali bom redovnik, ne, ali bom tudi član skupnosti, recimo, jaz sem si tudi to vprašanje sem si zelo postavil, no, ker me je tu zelo žrl ne, no, ampak tako, zelo sem si ga postavljal to vprašanje, ne, tako, na kak način bi bil jaz duhovnik v cerkvi, kje v cerkvi bi bil jaz duhovnik? Ampak sej teh opcij je pol ful, a ne, tudi če se sam za redovništvo odločaš, kako pa pač sploh prvič izvedeti za vse opcije in drugič se odločiti, katera je pa pač tisto Ja, ustrezna. točno tu obstaja ena knjiga, no, tako Redovi na Slovenskem, ne vem točno, kako je naslovno, vem, da takrat, ko sem se jaz odločil, sem jo vzel, tako, in pač obstajajo ali priročniki, oziroma ne, ob tem spremljanju neke razumne osebnosti, ne, se to spremljanje strani neke osebnosti, denimo duhovnika, no, ne pa nujno, vključuje tudi, da greš potem v nekem trenutku tudi skozi to, katere redove imamo, pač, ne, konkretno v Sloveniji, ne, so ljudje, ki grejo tudi v tujino, ne, pač imamo ljudi, ki pač najdejo nek red, ne vem kako, na kakršenkoli način že, ki v Sloveniji ni prisoten in se pač odločijo, da grejo v ta konkreten red v X državo, pač, ne. Ja. Kako to, ja, jaz bi rekel, isto kot vse drugo, ne, tako, pač, v končni fazi bo tudi neka odločitev, ki bo padla, ne, tle nisem zelo primoran, da hitim, pač, če ni življenjska situacija, ne, ampak zato si kaže cajt vzeti, ne. No, in je nič isto tako, kaj je v mojem srcu, ne, kaj je v mojem srcu, to je prva stvar, ne. Recimo, dam primer, v mojem srcu je, tako, Gospod me kliče, da grem, da sem res tako, da se dam popolnoma tišino in v samoto. Kartuzijan bom, ne, recimo, pač. Okej, to še ne pomeni, da bom kartuzijan, ne. Druga stvar je, katera znamenja mi Gospod pošilja, ne, tako, kar se tiče zapovedi, ne, pač kot sem rekel, in praktična inteligenca, ja, grem v kartuzijo in pozvonim in rečem, dober dan, gospod prior, mislim, ko se on pojavi na vratih, ne vem, če se, ne, ko so bolj v samoti, če moram čakati en dan, da pride na vrata kdo, se predstavim in povem, kaj bi rad. Pač tja moram iti, ne. Ali pa, ne, imam neko željo v svojem srcu, ne, tako, in tle začnem pol, ne, pa se malo stvar dobi svojo vsebino. Okay. Pač probaš pa vidiš. Ja, po mojem je to kar kul, ne, probaš pa vidiš, ne, ko nekaj konkretnega narediš, ne, pa vidiš, kva. Ne, sej, po njih sadovih jih boste spoznali. Evo ga. Dobar, a se ti zdi, da je še kaj, tako kakšna tema, ki bi jo želel, ki se niso dotaknila, pa bi jo želel izpostaviti, ali pa kaj, kar so pa omenila, pa bi rad poglobil, tako karkoli, poklicanost, razločevanje, kakšen nasvet, še kakšna drža, kakšna zgodba osebna, izkušnja tvoja ali pa od koga, kar ga poznaš. Mislim, mogoče eno, no, tako, ja, ko se že glih izzvala, no, ja. To se mi je res večkrat naredil, no, večkrat se mi je naredil, v bistvu se vračam k temi, no, večkrat se mi je naredil, da sem ne vedno, ali pa mogoče sploh ne vedno, da bi izzval, ampak sem bil tako v stiku z puncami, s fanti, čisto preprosto kot kaplan, to se ti pač zgodi, no, ko si mlad duhovnik,
pa pol tudi kot župnik, pa ne vem, pa sem bil v mladinski pastorali, pa v glavnem, precej stika sem imel, no, tako hočem reči, poudariti hočem, da je tu res tako še kar številčna izkušnja, no, da tako ali pa drugače, da so mi mladi punce ali fantje prišli, rekel, povedati, no, da so mi pač povedali tako ali drugače, da se niso odločili za posvečeno življenje, ker se jim zdi, ne, da lahko tudi v familiji veliko dobrega naredijo. Ne, oziroma tako, da bojo tudi kot poročeni veliko dobrega naredili. No, tako, ja, tako. In tako, mislim, tako moja reakcija, če si iskreno, ne, pa ne bi tu njim govoril, ne, tako pač, če en neko odločitev sprejme, ne, pa jo pač sprejme, veš, ne, tako, kdo sem jaz zdaj, veš, ne, fant, ne, to pa ni dobro, ali pa, ne, absolutno ne, no, tako, ja, Bog ne deje, ampak, no, tako, moj odmev, no, je pa tako relativno, ja, tako, mal priokusa, no, mal priokusa, zato, ker sem tako videl, da se to kar mal ponavlja, no, tako, mal se ponavlja, ne, in se mi zdi, da so stvari tle, ki niso čisto razčiščene, pač, ne. Po eni strani se mi zdi, da velikokrat pri tem razločevanju, no, da ni razčiščeno, kjer je moj dejanski namen, veš, ne, tako, a imam jaz namen si res postaviti odločitev pred Gospodom, ne, ali me kličeš v duhovništvo ali pa posvečeno življenje, ali ne, veš, ne. A imam res namen ali ne. Drug problem se mi zdi, ne, da je to prehiter. Veš, prehit, ne, tako mal, tako kot na tržnica, veš, ne, tako, greš na stojnico, tako, ne, bom raje uno, veš, ne, tako, ne bom tega predajal, bom unga, dobro, pa si tu, bom pa drug teden pa tega, veš, ne, v bistvu ni panika, pa predajal, to se mi zdi manj dramatično. Medtem ko pri eni taki odločitvi, tako škoda se mi zdi, no, malo se mi zdi škoda, da pri nekaterih sem imel občutek, da so to prehiter izvedli, ne, tako prehiter, v preveliki nepotrpežljivosti. Pa to zdaj ne govorim kot očitek in ne govorim kot primer napake, ampak govorim samo, mislim, to sem lahko tudi jaz, ne, ali pa to sem tudi jaz v določenih segmentih mojega življenja, ne, evo. In to so tisti spet ponovno oni primeri pismo, veš, ne. Veš, pa tako je bil Sveti Duh, pa ga nisem upošteval, veš, sem bil prehiter, recimo, ne. Ali pa v bistvu nisem imel iskrenega namena, veš, ne, tako sem samo neki fasado sešel, veš, da v teoriji si želim nekaj odločiti, v osnovi sem pa že vedel, kaj se bom odločil, veš, ne, tako sem imel malo figo že, ne, tako, tudi sam govorim. In tretja stvar, no, kot sem jo rekel, da meni se ne zdi dobra metoda, da naredimo, ne, a bi tega, to, sapramiško, no, tako, evo. Nimamo mi zdaj na dlani treh, ne, mogoče bom samski, mogoče bom, ne, danes bi bil pa poročen, jutri bi bil pa posvečen, ne. Ne, se ne gre za to, ne, kjerega bi rajši, pač, ne. Rajši bi pač po naravi stvari se poročil, veš, ne, tako, to mi ni treba govoriti, veš, da imaš ti veselje se poročiti, ne, iz tega ne rabim slišati, mislim, lahko mi podeliš, ne, ne boš pa zdaj prispeval k uradnemu procesu razločevanja nič novega, ne boš nobene ugotovitve doprinesel, pač pa boš samo imenoval stvari, ki so po naravi take, kot so. Ne, pač pa je vprašanje, ne, kot sem rekel, Gospod, ali želiš, da, ne, tle pa imamo pač odgovor, ja ali ne. No, sej, evo. To ima ful smisla. Dobro. Hvala. To je lahko zaključna misel. Lahko še povzetek. Ali pa kakšen tako, kaj pa je zdaj ena stvar, ki jo pa jaz, si dam slušalke ven, nekaj sem poslušala ta najem pogovor, pa zdaj ne naredim. Noč, srce odprem Gospodu, to. Ja, srce odprem Gospodu. V srce odprem Gospodu, ker sem krščen in ga slavim, pač. Jaz sem ustvarjen za to, da, ampak to ne samo tisto, ko poslušam, ampak to govorim vsem nam, kristjanom, za vsak trenutek, ne. V vsakem trenutku, ne, se zahvaljujte, bodite v molitvi in veselju. Pač
mi smo ustvarjeni za Boga in to je resno. Ne? Mi smo krščeni. To pomeni, da v vsakem trenutku, ne, ko pride prazen trenutek, ja, kvišku srca imam, ja, ker jih imamo pri Gospodu. Ne? To je treba narediti, absolutno to je treba narediti in to je vse, kar rabimo dejansko. Ne? To je vse, kar rabimo. Pač pa bi, ne, glede na liturgični trenutek tega pogovora, no, glede na nedeljo, o kateri smo, ki jo obhajamo, nedeljo dobrega pastirja, no, kljub vsemu je to, mislim, se mi zdi to super, no, da mislim, da tudi imamo tale pogovor, ampak da imamo predvsem to nedeljo, no, ko smo zazrti v Jezusa, ki je pastir in tudi dobri pastir in reče, življenje dam za svoje ovce. Mislim, ne. In mi, glede na njega, življenje dam za svoje ovce, se odločamo, razločujemo in se sprašujemo, Gospod, ali želiš, da vstopim, ne, eventualno kot tebi posvečen. No, za sklep, jaz bi rekel to, da svoje srca obrnemo k Gospodu, da bi izlil obilje Svetega Duha, modrosti, ne, prave modrosti, prave razumnosti, ki nam omogoča, da sprejmemo pravo odločitev, skladno z navdihom Svetega Duha in obiljem Duha moči, da bi to, kar prepoznavajo, tisti, ki prepoznavajo, da bi rekli, Gospod, naredim en korak. Ja. Meni se zdi tu za sklep. Ja, dobrodošel Sveti Duh. Amen, dobrodošel Sveti Duh, ne. Pridi Sveti Duh. Edino nas prosim še vod v molitvi. Ne samo najo, ampak tudi vse, ki poslušajo doma. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sveti Duh, tebe kličemo, tebi se odpiramo, tebe prosimo, da obilno prideš s svojo močjo, da si prisoten v tem trenutku v srcih vseh, ki to poslušajo. Še posebej pa te prosimo, da se izliješ svojo modrostjo in svojo močjo v srca vseh, ki si postavljajo to vprašanje, ki so navdušeni nad vprašanjem, da jih Gospod more biti ali pa zagotovo po vsej vrednosti kliče s posebnim klicem, ti izročam vse te ljudi in kličem tebe, ki si stvarnik, tebe, ki si Gospod, ki oživljaš vsakega od nas, ki tolažiš vsako dušo, da se v obilju izliješ nad njih, da jih opogumaš, da jih napolniš, da jih vodiš, da jim daš pravo spoznanje in pravo modrost, da bojo sprejemali majhne, a konkretne odločitve. Izročam ti tudi tiste, ki so v tem stanju, pa tega ne poslušajo, niso tle zraven in vendar, Gospod, Sveti Duh ti poznaš in ti izročamo vsa tista srca, ki so odprta in te kličemo, da vstopiš skozi to špranjo in da jih napolniš. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in žgivnih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega Duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvala ti, Janez. Z veseljem, hvala tebi. Adijo.